Pozdravljeni, sem Beti Burger in to je podcast Na robu. Generativna umetna inteligenca je temeljito spremenila tudi način učenja, izobraževanja in raziskovanja. Kaj sploh še pomenijo seminarske in diplomske naloge, če jih napiše jezikovni model? Z mano je Ernest Ženko, profesor kulturne filozofije in vodja Centra za odgovorno umetno inteligenco. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Dejali ste, da pravzaprav nekdo, ki do kompetenc in do diplomske pride s pomočjo orodij, si diplome ne zasluži. Kaj danes sploh še pomenijo torej te diplomske, seminarske, če jih lahko napiše neko orodje? Ja, gotovo ne odigrajo tiste vloge, ki so nekoč, to je neke vrste cehovski izpit, se pravi način, kako dokažemo, da smo na svojem področju kompetentni, da lahko delamo na tem področju, raziskujemo, da tudi poznamo dovolj to področje, kar pomeni, da moramo iti skozi določene procese, ki jih moramo opraviti sami in se nečesa naučiti. Če skozi te procese ne gremo sami in ne dobimo kompetenc, potem je seveda vloga diplomske ali kakršnekoli druge naloge ali izdelka zelo vprašljiva. Pa te seminarske naloge, diplomske, še kdo sploh bere? Prejle sva pred pogovor malo klepetala o tem, da pravzaprav tudi vedno več profesorjev, učiteljev nima tega časa oziroma dejansko te naloge, ki je mogoče seveda ni napisal študent oziroma dijak, tudi ne prebere, ampak si pomaga spet z umetno inteligenco. No, jaz berem. Ok, super. Berem, vem pa, da marsikdo res tega več ne bere, ker je mogoče poiskati šibke točke v tekstu s pomočjo orodij. In zaradi tega pravzaprav si nekako podajamo žogico, ko na eni strani in na drugi strani delo za nas. In to intelektualno delo opravlja nek veliki jezikovni model, se pravi nek stroj. Tako da v tem primeru pravzaprav je vprašanje, če je sploh še smiselno, da stvari počnemo tako, kot smo jih do zdaj. Saj, ko ste rekli, da recimo, če date dijakom, študentom seminarsko nalogo, je verjetno 95 ali 99% študentov potem napiše z nekim orodjem, ne? To ste povedali nedavno v številkah. Se potem šole, fakultete že nagibajo v smer, da pravzaprav te naloge počasi ukinjajo ali vsaj zmanjšuje njihovo število? Ja, tu nam dela težavo prvi Newtonov zakon, ki pravi, da se nič ne spremeni, če ne deluje neka zunanja sila. Načelo vztrajnosti, prepočasi se v bistvu tega lotevamo, ker tudi šole in seveda tudi univerze niso bile pripravljene na to, kar se je zgodilo, ko se pojavi prvo takšno orodje 30. novembra 2022. Zdi se, da je veliko časa že preteklo, ampak v bistvu ni bilo dovolj časa, da bi se pripravili na to. Tako da recimo na naši univerzi smo razvili nek sistem, ki predvideva tudi to, da bi vse programe ponovno pregledali in ugotovili, kje so recimo seminarske naloge sploh še smiselne. In kaj ste doslej ugotovili glede tega? Ugotovili smo, da seveda je treba se naučiti tudi raziskovati in pisati, kar pomeni, da pri nekaterih predmetih je to smiselno, vkolikor dejansko nekdo na teh besedilih dela. Se pravi, da spremlja celoten proces, od iskanja literature do zastavljanja raziskovalnih vprašanj, idej in potem do oblikovanja končnega besedila. Ampak to pomeni, da se nekdo temu dejansko posveti. Zdaj pa je nekako tradicija še vedno ta, vsak predmet ima seminarsko nalogo in izpit, seminarska naloga je lahko ocenjena, lahko je pogoj za pristop k izpitu, ampak je tam in ne vemo, zakaj je tam. Tako da, kaj se potem ocenjuje pri seminarski nalogi, kompetence pri delu z orodji generativne umetne inteligence, kar je mogoče malo narobe. Zdaj seveda, nekaj let nazaj, pred 30. novembra 2022, so preverjali recimo v diplomskih nalogih plagiatorstvo, citiranje virov, danes pa seveda je to potem produkt inteligence študenta, umetne inteligence in ravno to je največji izziv, kako preveriti potem oziroma ocenjevati na eni strani tisto delo, kar ste omenjali študenta, kaj je prispevala umetna inteligenca. Lahko torej sploh, če sem prav vas razumela prej,
ni orodja, ki bi lahko sploh povedal, ali je nekaj z gotovostjo napisalo neko orodje ali ga je napisal študent sam. Popolnoma zanesljivega orodja ni in se na to ne moremo zanašati. To je sicer nekaj, kar bi marsikdo rad, ker na ta način bi se problemi rešili, podobno kot v primeru plagiatorstva, vendar moramo vedeti, plagiatorstvo v tem klasičnem smislu pomeni, da smo mi našli to, da je nekdo kopiral in uporabil že obstoječe besedilo, medtem ko pri generiranem besedilu z orodji generativne umetne inteligence je to, kar imamo, že original. Ne? Se pravi, ni kopirano in ne moremo ugotoviti, od kje se je vzelo. Tako da rešitev, vsaj kot jo mi vidimo, ni v teh orodjih, ampak je v bolj intenzivnem delu in spremljanju procesa izobraževanja, bolj kot ne ena na eno. Kako pa potem, na kakšen način bi vpeljali potem tak proces dela oziroma izobraževanja? Ne? Verjetno je zelo pomembno tudi izobraziti profesorje, da prepoznajo tudi seveda, na kakšne načine si študentje pomagajo, kaj zmore oziroma kaj vse lahko naredi umetna inteligenca. Torej, kakšni so izzivi in kateri so tisti mogoče svetli zgledi v tujini, ki pa imajo to urejeno bolje? Zdaj svetli zgledi seveda v tujini so, ampak vedeti moramo, kot sem že prej omenil, da je časa preteklo zelo malo in zaradi tega smo vsi soočeni bolj kot ne še vedno z zelo podobnimi izzivi. Nekateri so se sicer zganili hitreje, kot recimo avstralske univerze, ki nekako so najprej začele spreminjati načine ocenjevanja, tudi izobraževanja. Tudi nekatere evropske univerze recimo so šle hitreje v to. Mi skušamo to reševati s tem, da vpeljujemo ocenjevalno pismenost, kar pomeni, da moramo razviti pravzaprav način, kako ocenjevati delo, ki je nastalo z dvema inteligencama, recimo, ne. Oziroma, kako spremljati procese, v katerih se ve, da je generativna umetna inteligenca prisotna. Zdaj, ponavadi, ko jaz te stvari predstavljam, je takoj na začetku prisotno neko prepričanje, da mi želimo to prepovedati. Mi tega ne želimo prepovedati, mi želimo pravzaprav neko nadzirano rabo. Se pravi, nadzorovano rabo, s tem, da smo v našem sistemu vpeljali 4 kategorije, od tega, da je mogoče še vedno v bistvu uporabljati nenadzorovano ta orodja. Recimo, če se nekdo doma uči, ni nobene težave s tem, ne. Potem imamo delno nadzorovano rabo, kar pomeni, da na koncu preverimo samo rezultat. Torej, imamo ustni izpit ali pisni izpit, svinčnik na papir, ne, ali kakorkoli, ampak tudi to ni dovolj, zaradi tega, ker mi nekatere kompetence dobimo samo skozi proces in načeloma bi se lahko nekdo naučil pravzaprav na pamet nečesa, do česar ni sam prišel, ne. Tako da v bistvu naša nadzorovana raba pomeni spremljanje procesa in rezultata, s tem, da smo si zamislili neke vrste sporazum med študentom in mentorjem ali učiteljem, kjer se na začetku identificira načine rabe, ki smo jih tudi dodatno specificirali, tudi katera orodja in zakaj bi se generativna umetna inteligenca uporabljala, tudi kako se bo doseglo transparentnost, se pravi, na kakšen način se to dokumentira, ne, ali je zdaj to nek dnevnik, ali je lahko samo zapis, ne vem, popravi mi je vejice, ne, se pravi, odvisno od tveganja. In na koncu seveda mora študentka oddati dokument, kjer je vse to pokazano, in podpisati izjavo, ne. Zdaj, To imate zdaj vi že vpeljan, mi imamo vpeljujete. sprejeto to kot strateški dokument in s pilotno študijo bomo začeli v naslednjem semestru. Bomo izbrali v različnih programih nekaj predmetov, kjer bomo v bistvu to testirali, ne. Ampak v bistvu to, kar sem hotel povedati, je naša zadnja, 4. kategorija je pa spodbujana raba. Kar pomeni, mi dejansko bi želeli, da pridemo do te točke, da v tem sporazumu nekako stoji to, da bomo z orodji generativne umetne inteligence dosegli več. Se pravi, bo prišlo do nekega presežka, do neke dodane vrednosti in zaradi tega bo naloga boljša oziroma se bo dalo narediti nekaj, kar se sicer ne bi sploh dalo. Pri čemer spremljamo torej seveda celoten proces in rezultat, ampak zdaj se vrnemo nazaj k enemu izmed vaših podvprašanj, ne, kdo bo pa to od učiteljev znal. Ja, ker verjetno ni to zdaj samo
izobraziti študente, dijake, ampak ravno profesorje oziroma na ravni univerze, univerz urediti. Ja, najprej, zato so pač predvidena izobraževanja. Tudi zdaj v tem procesu sem šel po vseh fakultetah na akademske zbore in sem v bistvu skušal doseči čim širši nabor ljudi, ki bodo o tem slišali, tudi slišati mnenja, ali so zdaj za to ali niso za to, večinoma so za to. Ampak, kot rečeno, moramo to spraviti na raven sistema, ker so razlike med posameznimi predavatelji zelo velike. Torej, vseeno so pozitivno naravnani k temu, da se to uvede, ker verjetno je zdaj nek posamezni profesor zelo lahko tudi zmeden, kaj narediti, kako ocenjevati, dela je še dodatnega, če se postavi vprašanje, kdo je to napisal. Ja, zdaj, zaradi tega ravno mi želimo sistem, ker je vse do zdaj bilo prepuščeno individualnim iniciativam. Na eni ravni smo imeli pač ljudi, ki so rekli, da ne potrebujejo ničesar, ker imajo samo tablo in kredo in to je vse. Ampak študenti nimajo samo table in krede, ampak imajo še kaj na telefonu. Tako da zaradi tega na ta način ne moramo iti skozi. Na drugi strani pa imamo entuziaste, ki pa v bistvu sami raziskujejo, kako bi našli neke drugačne rešitve, v smislu drugačne zastavljene naloge, problemi, kritično mišljenje, tudi se pravi, si sami prizadevajo za to, da bi to mogoče tudi individualno rešili. Ampak mi moramo to na sistematičen način rešiti. Zdaj tudi v samem centru imate besedo neodgovorno. Jasno je, prepoved ni smiselna oziroma bi bila napačno prepovedati generativno umetno inteligenco, njeno uporabo. Kako pa recimo mlade naučiti, da bodo ta orodja tudi uporabljali odgovorno, ne kot neko bližnjico? Imate občutek, da je prisotna ta neka, ne vem, ali slaba vest, občutek, da če je recimo bilo v nalogi, da ne smejo pri tej nalogi uporabiti umetne inteligence, je ta občutek? Nisem čisto prepričan, da je tega občutka dovolj. Okay. Zaradi tega, ker včasih se nam zdi, ko se s tem ukvarjamo, da se borimo z mlini na veter. Zaradi tega, ker pač v družbi je ta način dela, se pravi dela za generativno umetno inteligenco, že na neki ravni samoumevnosti. Tudi če se udeležite recimo izobraževanj, se mogoče omeni, da seveda so pomembni tudi etični vidiki, ampak to je ponavadi samo pazite, ker halucinira, kar pomeni odgovore je treba preveriti, ali pa odgovori so lahko pristranski. In tu se ponavadi že ustavi. Se pravi, mi ne govorimo nič o tem, da raba teh orodij pomeni velika tveganja na vseh ravneh, od individualne do ekološke. Se vam zdi, da je tu treba tudi zelo pomembno preoprašati sam cilj izobraževanja. Zdaj večkrat se zdijo ali pa so se zdele te neke seminarske naloge samo po sebi namene, torej da pravzaprav, a iščemo zdaj še tu znanje, koliko je pa to pomembno vprašanje, ki je seveda, se mi zdi, ključno sicer v samem izobraževalnem sistemu. Ja, poznamo ta Goodhartov zakon, ki pravi, da če neko merilo postane cilj, potem ni več dobro merilo. Če so zdaj merilo ocene, in če so ocene cilj, potem je znanje nekaj, kar je nepomembno. Tako da zdaj izobraževanje je del širšega družbenega konteksta, kjer se mi zdi, da ne zasledujemo več pravih ciljev. In v izobraževanju je to, in raziskovanju tudi. V raziskovanju so točke, v izobraževanju so ocene ali pa recimo dosežena ocena na maturi in to je cilj. Zdaj posledično znanje nima takšne vloge, kot bi jo moralo imeti in seveda, ker smo po naravi ljudje leni, bomo pač uporabili bližnjico oziroma nek učinkovit način, kako bomo prišli do cilja, ki pa ni pravi cilj. Tako da to je težava. In pri tej splošni uporabi se tudi se preprašuje, koliko smo dejansko tudi digitalno pismeni, ker večkrat tudi govorijo o mladih, nekaterih mladih, ki nekaj uporabljajo, pa seveda ne vejo pravzaprav, kaj je v ozadju. Koliko smo digitalni pismeni. Ja, to je vemo, kaj uporabljamo. Zanimivo, ko so se ta orodja pojavila, so bile številne delavnice takoj na voljo.
In meni je bilo zelo zanimivo to, ker kompetence ljudi, ki so izvajali te delavnice, so bile napisane v smislu, izvajalec se je rodil v digitalno dobo in to je njegova kompetenca. Ni tako enostavno. Prvič zaradi tega, ker vsaj nekateri ločujejo med digitalnimi in recimo računalniškimi kompetencami, ker v kontekst digitalnih kompetenc lahko sodi recimo samo to, da znate uporabljati aplikacije, kot je recimo pisanje besedila, urejanje tabel in tako naprej, ne? Ali pa uporaba brskalnika, medtem ko to ne vključuje razumevanja oziroma podatkovne pismenosti, statistične pismenosti, programiranja, se pravi tistega, iz česar bi potem tudi razumeli, kako ta orodja dejansko delujejo. Zaradi tega lahko pride potem, kot kažejo raziskave, do tega, da recimo britanski najstniki, več kot polovica menijo, da ta orodja razumejo, da ta orodja mislijo, ne. Če ti razumeš, kako so ta orodja narejena, ne boš pomislil na to, da bi lahko mislila ali te razumela, ne. Ker gre za to, da pač množiš številke med sabo, ne. Ok, milijarde številk, ampak tu ni prostora za zavest, ne. Ja. In poleg tega je tudi eno zelo velika past tega kognitivnega razbremenjevanja, ne, torej, da vedno več miselnih procesov prepuščamo stroju. Kaj to pravzaprav pomeni za nas, za prihodnost, zmožnosti nekega učenja, koncentracije? Postajamo vedno bolj pametni ali vedno bolj neumni? To je prastar problem, ki ga je Platon naslovil že pri primeru pisave, se pravi, on zapiše, da ljudje samo mislijo, da so modri takrat, ko uporabljajo knjigo, zaradi tega, ker je njihova modrost v knjigi, ti pa, če se s takim človekom pogovarjaš, ugotoviš, da ne ve ničesar, ne. Tako da to se zdaj pač vsako novo tehnologijo mogoče še malo zaostri, ne. Tako da zdaj ta razbremenitev pomeni, da nismo več sposobni sami reševati problemov, pisati, prevajati, oziroma nismo več sposobni intelektualnega dela v smislu, kot smo to lahko počeli prej, ne. Zdaj, tukaj manjka ta pogled, ki ga recimo v drugih kontekstih srečamo, neke vrste šport, ne, oziroma trening, ne? Trening, ja. Ne, se pravi, tudi če jaz imam avto, še vedno grem peš. Zato, ker vem recimo, da je to dobro za zdravje. Zdaj, če pa jaz imam orodje generativne umetne inteligence, pa v bistvu ne razmišljam na ta način, ne, ampak enako mi škoduje, ne. Ker ni več vprašanje, ali bom nekaj napisal sam, ali bom z generativno umetno inteligenco, vprašanje je samo, kateri model je najboljši. Ne bom pisal sam. In zdaj v bistvu pri študentih se to opazi tako, da vsi maili so fantastično dobri, ne. Tudi če gre za tuje študente, vse je v zelo elegantnem, super jeziku, ne. Ampak da bi zdaj pa vsakdo poskusil to sam narediti, pa se to več ne zgodi, ne. Ampak zakaj je to? Zato, ker mislijo, da s tem prihranijo čas, ki ga seveda potem spet uporabijo umetni inteligenci ali pa enih od orodij, ali pa temu, da smo pač na spletu, ali je pač samo to neka hitra bližnjica? Mislim, da je to nekaj, jaz sem to zasledil že, ko še ni bilo teh orodij. Recimo, jaz sem dal neko nalogo študentom pri predmetu, da primerjajo recimo A in B, ne. In potem naslednji teden, ko pridejo ti študenti nazaj, potem mi reče študentka, to ne obstaja. Kako ne obstaja? Kaj ne obstaja? Ne obstaja primerjava med A in B. Zakaj ne obstaja? Sem preiskala ves internet, nikjer ni. Nihče ni pisal o tem. Ja, zato sem dal to nalogo, ne. Ker ni nihče pisal o njem. Ampak to pomeni, da se zanašamo oziroma zaupamo bolj internetu kot sebi, in zdaj, ko pa imamo generativno umetno inteligenco, pa seveda daleč bolj zaupamo orodjem, kot zaupamo sebi. Zakaj bi jaz pisal, če mi tako elegantno to naredi to orodje, ne? In pač, prej sem že omenil, kot Immanuel Kant zapiše, ni problem v našem razumu, mi imamo razuma dovolj, samo smo leni in strahopetni in ga zato raje ne uporabljamo, ne. Se pravi, sem len po eni strani, po drugi strani mogoče, če pa jaz napišem sam danes besedilo, pa ne bo tako dobro, pa ga bom prepustil zdaj orodju. Ampak seveda na ta način se ne bom nikoli naučil napisati sam. Ja, pa se
opažate že pri mladih, recimo upad sposobnosti in pisanja nekih zahtevnejših besedil, strukturiranih, mogoče tudi upad kritičnega mišljenja, ne vem, reševanja problemov, tudi ne nazadnje iskanja informacij, ne? Ker zdaj samo lepo vprašamo in sploh ne znamo več, ne vem, pobrskati po spletu, ker nam to vse lepo orodje servira. Mislim, da nam to pada že dlje časa. Že dlje. Že zaradi socialnih omrežij, zaradi interneta, zaradi tehnologije, ki je predhodila temu, kar imamo danes. Tako da velik problem je branje, zaradi tega, ker nimamo koncentracije. Tudi že kar nekaj časa nazaj je bilo recimo vprašanje, ko sem dal izpitno literaturo, kaj prav resno mislite, mi moramo to prav zares prebrati. Mislim, to v naših časih ni bilo nobeno vprašanje. Seveda, tudi če so bile 3 strani literature, pač to pomeni, da za izpit je treba to prebrati. Zdaj pa nam vsako orodje ponuja povzetke, ne? In večinoma Kdo še pol sploh bere, ja. delamo s povzetki, redko kdo še bere. Ne? In zaradi tega, če jaz včasih to naredim, beremo skupaj pri predmetu, preberejo, ne vejo, kaj piše tam. Ne? Se pravi, potem ali vnesejo neke svoje ideje, ki jih ni v besedilu, ali sploh ne vejo, kaj naj s tem besedilom. Tako da je to zaskrbljujoče, zaradi tega, ker kaj pa, ko berejo sami, ne? Če je enako, kako smo sploh potem prišli do kakšnega rezultata na ta način. Ne? Tako da, ker se vedno manj bere, se tudi vedno manj zna uporabljati jezik. Ne? Tako da so seveda težave. Angleščina je verjetno zelo vpletena. Tudi, tako da strukturiranje besedil pri recimo študentih, ki v glavnem berijo angleške članke, imate sicer slovensko besedilo, če sami berijo, ampak struktura je angleška. Ne? Tako da, pa tudi danes imamo že to težavo, ker se ustrezno ne razvija recimo znanstveni in strokovni jezik, da včasih rečejo, saj ne vem, kako se v slovenščini temu reče. Ne? Tako da je kar precejšen upad, kar se tega tiče. Ne? Se vam zdi, da je ta upad res omejen samo na mlade, ali pravzaprav tudi vse generacije, ne? Težave s pozornostjo imamo vsi, težave z mogoče razumevanjem, oziroma zdaj, ko pravite, da berete na glas, sej treba je določeno stopnjo koncentracije, da sploh lahko nekaj prebereš. Ne? Jaz mislim, da to zadeva ne samo mlajše generacije, ampak dejansko vse. Ker tukaj pač danes ni nekih razlik med generacijami glede rabe teh orodij. Tako da zdaj pač ne raba lastnih kapacitet, pa potem na vse dejansko vpliva. Ne? Kaj pa to potem pomeni za prihodnost človeštva, za učenje, za razvoj možganov, mogoče tudi sposobnost družbe, da napreduje? Vem, da ste nedavno v podcastu govorili ravno o teh različnih letnih časih, kjer družba je, v katerem smo danes. No, zdaj, da družba ravno napreduje, če malo pogledamo situacijo, ne vem. No. Mislim pa, da je težava v tem, da smo zdaj v nekem prehodnem obdobju, ko ne vemo, kaj pravzaprav se bo stabiliziralo. Ne. Vse mogoče pa ne bomo več brali pa pisali. Ne. Mislim, je seveda heretično to izjaviti, ne, ampak saj pač pisava je nekoč nastala. Ne. Predtem je bilo treba znati vse na pamet. Ne. In ključno vprašanje je bilo, kako se naučiti na pamet. Zdaj pa mogoče ne bomo več niti brali sami in pisali, ampak ne vem, kaj bomo potem počeli. Ne. Vi se še tudi kaj učite na pamet in s tem trenirate? Jaz imam eno precej zanimivo izkušnjo, ko sem bil povabljen na TED Talk in sem se moral na pamet naučiti govora brez kakršnih koli pomagal. 15 minut vsaj, ne, nekje. Tako, ja. In ni bilo enostavno. Se pa še vedno da. Ne. Jaz sem sicer potem vsak dan sem šel od Kopra do Izole pa nazaj in sem ponavljal. Da se naučiti tudi človek potem pobrska po nekih starih tehnikah, ki so se uporabljale za to, in je to mogoče narediti. Kar nas pa v bistvu vede k naslednjemu vprašanju, ne? Se pravi, ali mi potrebujemo znanje podatkov. Ne? Veliko govorimo v zvezi s šolo, ja, saj uči samo podatke, ne pa razmišljanja. Ampak v bistvu mi ne moramo uporabiti razmišljanja, če nimamo o čem razmišljati. Ne?
Tako da, Tako kot ste, ne moremo imeti za vsako vprašanje ali pa za vsak izraz, ki ga ne bomo se spomnili, ne, vmes pogledati tako je. in preveriti, kaj je. Ja. Kako pa je s to intelektualno lastnino, avtorstvom v času generativne umetne inteligence? Ne? Zdaj ste rekli, nekoč so ti sistemi zaznali, kaj je plagiatorstvo, kaj je citiranje, zdaj pa pravzaprav je to spet neko novo delo. Kje se tu krešejo mnenja, se s tem tudi vi na centru ukvarjate? To je zelo pogosto vprašanje, ne? Kako je s tem. In s tem je tako, da smo v neki mogoče sivi coni, oziroma to vprašanje ni rešeno, zaradi tega, ker se mi, ko se pogovarjamo o avtorskih pravicah ali o avtorjih, sklicujemo na neko obdobje, v katerem je samo človek lahko bil avtor. Ne? In avtorstvo je bilo potem povezano z odgovornostjo, z zavestjo, z doživljanjem nečesa, lahko tudi z nekim božanskim navdihom, ne? Z nekim genijem in tako naprej. Zdaj pa nimamo več te situacije, zaradi tega, ker je pač avtor takrat lahko bil edini, ki je nekaj generiral. Ne? Zdaj pa v bistvu stroj generira pač na podlagi vzorcev, ki so bili naučeni na učnih množicah in je vprašanje, se pravi, zdaj je bilo nekaj generirano, kar ni človek, a je zdaj to lahko tudi avtor, glede na to, da je bilo generirano. In glede na to, da se še vedno nanašamo na pač stare prakse, umetna inteligenca ne more biti avtor. Tako da avtor je lahko samo človek. Ampak zdaj, kateri človek? Ali zdaj sem avtor jaz, ker sem napisal poziv, ali je zdaj to nekdo, ki je naredil ta sistem, ali so zdaj to ljudje, ki jih ni nihče vprašal, ja, ne, pa so v bistvu se modeli učili na njihovih delih. Ne. Tako da tukaj je zdaj vprašanje precej odprto. Ne. Ampak v tem trenutku velja, avtor je lahko samo človek in samo človek lahko je odgovoren za to, kar je ali bilo napisano, ali je nek sistem sprejel odločitev. Odgovoren za odločitev je človeška, še vedno. No. Na kak način pa potem pametno, odgovorno uporabljati v vsakodnevnem življenju umetno inteligenco? Zdaj verjetno čisti eskapizem, oziroma če se odločimo, da ne bomo uporabljali umetno inteligenco, na drugi strani, če uporabljamo za vse, kakšno vmesno pot najti? Ja, zdaj, če mi vemo, kaj povzroča, se pravi, kakšni so učinki, kakšne so posledice in tveganja, potem je to pot k odgovornosti verjetno. In zdaj govorila sva o kognitivnih vidikih, se pravi o individualnih vplivih, ki so gotovo lahko negativni. Potem imamo seveda tukaj družbene vidike, se pravi tisto, o čemer veliko slišimo, je pač spremembe na trgu dela, izguba delovnih mest. Ni pa samo to, imamo še globoke ponaredke, ki lahko vplivajo na naše odločitve. In pa v bistvu imamo tudi izkoriščanje, lahko bi rekli neko novodobno suženjstvo, ko pač tisoči in tisoči ljudi delajo to, česar mi ne vidimo v ozadju naših zaslonov. Ni res, da se je sistem sam naučil. Podatke je moral nekdo pripraviti, očistiti, moral je nekdo tudi naravnati ta orodja. Slišimo, da so ta orodja se naučila recimo na internetu. Na internetu toliko neumnosti, da ne more potem to orodje postati pametno. Nekdo mora zdaj delati na tem, da to orodje postane etično, politično korektno, da ne odgovarja na način, ki je nezaželen. In to vse počnejo ljudje, ki jih mi ne vidimo. Ne? To je pač mikrodelo, ki poteka tudi v Evropski uniji, ki poteka v Ameriki, ampak tudi... Kdo so ti ljudje? Sploh karkoli vemo, ali vse te korporacije to zelo skrbno skrivajo? Zelo težko, recimo jaz sem iskal fotografije, zato da bi pri neki predstavitvi to pokazal, da se najti mogoče z Filipinov, iz Afrike, z Venezuele, mogoče kakšna soba, kjer je 500 ljudi, ki visijo na svojih računalnikih. Za Evropo, Združene države Amerike tega pravzaprav ne moremo niti najti. So pa to ljudje, ki so zaporniki, tudi otroci, ljudje, ki za zelo nizko plačo te stvari počnejo. Nek članek je bil nedolgo nazaj o ljudeh, ki to počnejo v Združenih državah Amerike in so učitelji, ki nimajo dela. Recimo učitelj fizike
Uči model fizike. Ne? Učitelj nevrologije uči v bistvu nevrologijo ali karkoli podobnega. Ne? Tako da o teh ljudeh pa v glavnem nič ne vemo, nič ne slišimo, ne? Ampak tega je dejansko ogromno. Ne? Tako kot o tem, da pravzaprav mogoče za konec, ne, da se velikokrat, ko govorimo o generativni umetni inteligenci, zdi to zelo nematerialno. Ne? Tako kot ste rekli, slike, ne moramo najti teh ljudi, ki delajo v teh suženjskih razmerah. V zadju pa se porablja pravzaprav zelo velika količina energije, podatkov, ne, ki večkrat sploh o tem se niti ne govori, ne izpostavlja. Zdaj, če je mogoče to lahko tako vprašanje za konec, koliko energije bi potem generativna umetna inteligenca oziroma neki jezikovni model uporabljal, da nam spiše diplomsko nalogo? Ja, na to vprašanje ni tako preprosto dati odgovora. Je pa res, kot ste rekli, ogromno električne energije se porabi za generativno umetno inteligenco, za učenje modelov, za podatkovne centre in seveda glede na to, da se vsi ti procesorji oziroma grafične procesorske kartice in tako naprej grejejo, potrebujemo ogromno vode za hlajenje. Se pravi, ta dva vidika, če pogledamo nekje na globalni ravni, gre za primerjavo s celotno porabo določenih držav, ne, ko govorimo recimo o podatkovnih centrih, ne, večjih držav. Ne. Tako da poleg tega seveda, da prihaja do izpustov ogljikovega dioksida, da prihaja seveda do onesnaženja zaradi proizvodnje vsega tega, se pravi hardvera oziroma strojne opreme, ne? In potem seveda tudi odlaganje in tako naprej. Ampak zakaj je težko odgovoriti na vprašanje, koliko bi bilo potrebno za diplomsko nalogo? Zaradi tega, ker podjetja to skrivajo. Ne? Se pravi, ni javno dostopnih podatkov, tako da obstajajo samo določene ocene in recimo ocene za učenje so, mislim, da leto 2024 nekje 1,5% celotne svetovne porabe električne energije gre za to. Zdaj, drugi vidik poleg učenja je pa naša uporaba, ne? In zdaj seveda, če damo zdaj to učenje na stran, naša uporaba je pa nekje spet odvisna od modela, odvisna je od tega, ali delamo slike tudi, ali samo besedilo. In nekje ocena je recimo na eno vprašanje od 0,3 vatne ure do recimo 1, 2, kar potem prinese, če recimo nekdo se nekaj časa ukvarja s svojo nalogo, mogoče kakšno kilovatno uro ali 2, kar je primerljivo z enim pranjem stroja, perila. Torej, vseeno bolje oprati perilo. Ja, ker moramo to zdaj množiti, ne. Se pravi, ta raba na individualni ravni mogoče se zdi majhna, ampak zdaj dajmo to množiti z milijardo. Pa smo na malo večji številki. Tako je. Ernest Ženko, najlepša hvala za pogovor. In hvala vam, dragi poslušalci in poslušalke, gledalke in gledalci, za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.